da zgleda naš krožnik kot Maurica. Ta je nek tak mit, da krompir pa ni naslednji dan. Na koncu se na tiste stvari fokusiramo, ki si jih prepovedujemo. Namesto da se bi fokusirali na tiste stvari, ki jih lahko dodamo, a ne? Danes je z mano Ines Posovnik. Je ustvarjalka vsebin na profilu Svoja srečka, kjer izpolnjuje svojo misijo. Pomaga ljudem izboljšati kvaliteto življenja. Skozi leta ustvarjanja receptov in meal prepanja je razvila svojo metodo priprave obrokov naprej, ki omogoča preprosto in neko vzdržno, uravnoteženo prehranjevanje. Je tudi navdušena nad fermentacijo in tudi mene navdušena nad fermentacijo. Njena pot do fermentacije pa se je začela z raziskovanjem rešitve za njene osebne težave, o katerih bomo tudi malo se pogovarjali tekom pogovora. Tako da, Ines, dobrodošla. Živijo. Nastja, najlepša hvala za povabilo. Me res veseli, da si me povabila v tole obdobje tvojega doma. Sem vesela, da si se odzvala in da sva se danes tudi prvič spoznale. Spremljam te že za nekaj časa. Moram, jaz sem poslušala vse tvoje epizode podcasta, razen zadnje še nisem. Tako da, imam tudi oba tečaja tvoja in za fermentacijo in za meal prepanje, tako da me navdušuješ, pa tako mlada si in se mi zdi, da taki ljudi rabimo. No. Sem vesela, da smo danes pogovarjali, imam za te veliko zanimivih vprašanj in predlagam, da štartava. Glede na to, da je uravnotežena hrana tvoja prioriteta, kaj je tisto, kar si privoščiš, pa ko greš s prijateljicami na čvek? Kaj si naročiš ponavadi? Kaj si naročim? V bistvu jaz bi rekla, da si naročim glede na to, kaj začutim, da se mi v tistem trenutku zlušta, pa pač kaj čutim, da rabam. Tako da zelo intuitivno, zelo poslušam rada svoje telo, kaj mi sporoča, in se mi zdi, da tudi, ko sem na ta način začela delovati, sem se začela počutiti boljša, ne. Tako da ponavadi ni tako, da ko grem pa recimo s prijateljicam ven, pa samo zdaj si lahko pa prvoščim karkoli, ker potem ne bom smela, ne. Zelo ne delujem na ta način, ampak nekako verjamem, da je vse ves čas mi na voljo, ampak pretežno pa res moja hrana je večinoma zelo uravnotežena, ampak da grem zdaj na vprašanje, kaj si prvoščim, ko grem s prijateljicam ven, ful rada da gremo na brunch, tako da mi je to tako tak zelo lep ritual, pa zelo imam rada te kake dober avokadov kruh. To mi tako, se mi zdi, da ga v kakih restauracijah vedno boljš pripravijo kot doma. Tako da to, drugače pa mi je super, sem kar pristašica kake dobre kave. Piješ kavo? Pijem kavo, ampak vedno po obroku, ne na prazen želodec, tako da ponavadi kaka kava zraven ali pa kakšna limonada, čaj, odvisno se pravim, od letnega časa, mojega počutja. Torej poslušaš sebe. Priva do tega, da boš povedala, kako si se to naučila. Kaj je pa pravzaprav tisto, ki te je peljalo na pot, na kateri si danes? Torej, v bistvu pot načrtovanja, prehrane, obrokov in fermentiranja. Jaz bi rekla, da me je na to pot pripeljala predvsem moja osebna izkušnja, oziroma mogoče bi rekla tako neke ovire ali pa zdravstvene težave, ki so se mi pojavile na poti. Tako da potem, ko jaz zelo delujem na ta način, da rada grem do vzroka težav, a ne, da grem pobrskati, kaj je bil tisto vzrok, da se je neka stvar začela. In ko sem v bistvu začela raziskovati, kaj so stvari, ki niso optimalne, a ne, ki jih mogoče lahko izboljšamo v svojem vsakdanu, sem na ta način v bistvu začela raziskovati prehrano, življenjski slog, spanje, pa sem ugotovila tudi, koliko odnosi vplivajo na mojo kvaliteto življenja. Tako da, v bistvu so me te ovire v življenju pripeljale v bistvu na to raziskovanje. Koliko časa nazaj pa si začela raziskovati te stvari? V bistvu zdaj bi rekla, da je že kar nekaj časa. Tako, zelo hitro me je v bistvu začela zanimati prehrana, tako da že koncu osnovne šole v bistvu. Aha, okay. Tako da je že kar nekaj let nazaj. Tako da sem se pa potem
se res intenzivno začela s tem ukvarjati, oziroma bi rekla, ko mi je pa telo res začelo sporočati, da moj način življenja ni okej. Je bilo pa 8 let nazaj. Takrat so se v bistvu pojavile hormonske akne, ki so bile v bistvu posledica prenehanja jemanja kontracepcijskih tabletk, in potem je to za sabo prineslo kar nekaj tako težav, ne. In takrat je začelo tako telo kričati, se mi zdi, da nekaj ni v ravnovesju. Tako da ja, že kar nekaj časa. Torej v bistvu na podlagi lastnih težav si potem začela raziskovati ta svet prehrane in fermentacije in vsega tega. Ja, točno to. Kaj si pa študirala? Študirala sem arhitekturo. Aha, okej. A torej čisto nekaj drugega, ne? Čisto nekaj drugega, ja. V bistvu, ja, tudi ta moja izbira za faks je bila tako zanimiva, ker me je ogromno stvari vedno zanimalo in tudi zdaj se mi zdi, da mi je super, ker lahko mogoče to svojo lastnost, da me toliko stvari zanima, izkoristim v podcastih, ker imam možnost pač vprašati karkoli in mogoče tudi zaradi tega tako rada raziskujem to področje kvalitete življenja. Zdaj pa spet nekaj študiraš v zvezi s prehrano, zdaj pa prehrano, ampak to zdaj v tujini. Ker sem rekla, zakaj ne bi še nikoli ni prepozno, spet nekaj novega začeti in sem hotela še mogoče se tu malo izpiliti pa še kaj novega zvedeti. Kaj pa si najprej spremenila, ko si začela se ukvarjati s prehrano in s temi spremembami? Kaj bilo tisto, kaj si najprej spremenila in kaj ti je dalo prve rezultate in po koliko času si opazila spremembe? Kaj sem najprej spremenila? Ja, tako zelo zanimivo je, da zdaj, če gledam za nazaj, sem najprej takrat začela spreminjati prehrano, ker sem mogoče imela malo napačno prepričanje, da bo zdaj pa hrana mi rešila vse. In zdaj, če gledam za nazaj, zdaj gledam na te stvari čisto drugače. Vidim pač, koliko je pomembno več stvari v življenju, ne samo prehrana. Jaz tako delim, se mi zdi, da to kvaliteto življenja oziroma vplive delim na 4 stebre, se pravi recimo prehrana, spanje, potem obvladovanje stresa, pa gibanje. In potem, kar se meni zdi, oziroma kar sem jaz ugotovila, da je zame bilo najbolj pomembno, da se vedno osredotočim na temelj, ki je najbolj šibek. Zaradi tega, ker če bom se osredotočila na temelj, ki je najbolj šibek, bom lahko naredila največjo spremembo oziroma tudi opazila največji rezultat. Ne pa, da bom šla kompenzirati, recimo primer, imam slabo spanje in bom šla to kompenzirati s prehrano, tako da bom hotela prehrano izpopolniti. Ne bo naredila take razlike, kot pa če delaš v bistvu na vseh teh stebrih. Tako da to je tisto, kar zdaj vidim, da mi nekako najbolj ustreza. Da ko vidim, da en steber malo zaškripa, da posvetim pozornost temu. In da tudi pri ostalih stebrih nikjer ne iščem popolnosti in da se pa zavedam, da je treba na neki točki tudi reči dovolj. Ker recimo, ne vem, primer prehrana. Jaz imam zdaj res dosti znanja in to zdaj, ko študiram, pač ogromno enih informacij, ampak vidim, da če bi šla to področje še izpopolnjevati, da bi me začeli lahko hitro bremeniti. In potem bi to recimo vplivalo na stres. In se mi zdi, da na nekih točkah je treba reči dovolj in ne iskati perfekcije, ampak neko ravnovesje med vsemi temi stebri. Pa si drugače perfekcionistka? Ja, pač mislim, perfekcionistko bi rekla, da sem imela neke osnove ali pa način delovanja, ki je stremel k perfekciji. Strah me je bilo pač tega, da bi naredila kako stvar narobe oziroma da
ne bom dobila potrditva. Ne. Zelo sem iskala potrditva, ne. To pač predvsem v delu, prej recimo na faksu, potem zdaj, ko sem sama začela pač graditi to svojo znamko. Ampak sem se hitro to zavedala, oziroma zavedala sem se, da če bom delovala na ta način, da bom pregorela. Ne. Tako da zdaj se zelo zavestno se probam znebiti tega, da pač čim bolj zmanjšam to občutek, da moram biti zdaj pa vsem popolna, ne. In da, in pol hitro to prevede tudi, hitro si pol hočeš biti popoln, ne vem, tudi v športanju, pa tudi v prehrani, ne. In da hitro pač pregoriš in ali imaš pa pač druge težave, ne. Tako da iščem povsod ravnovesje in pa nekako sledim temu, da vsako navado, ki jo vpeljem, se zavedam, da jo ne rabim izpopolniti in da je ful pomembna ta fleksibilnost. Ja. Pa gledala si še predvsem mlada, si hitro prišla do nekih takih spoznanj, ko se mi zdi, da nekateri pridejo res pozno ali pa mogoče celo nikoli. Na kak način si prišla do tega? Da veš, da je najbolj pomembno, da si v ravnovesju, da so pomembni ti stebri. A veš, kako si prišla do teh spoznanj? Se tako, kot sem rekla, pač meni je telo zelo sporočalo, da nekaj ni okej, a ne. Imela sem težave, zdravstvene težave in je bila to največja motivacija. In to se mi zdi, da tudi, ko se pogovarjam z ljudmi, so včasih zelo presenečeni, pa so tako, wow, ti si stara 26 let. Ampak ampak se mi zdi, da sem v tistem, da so mi ravno te, vseh težave, ki sem imela, pač zdravstvene, mi je v bistvu bila največja motivacija. In mogoče kdaj sem bila jezna, zakaj se zdaj meni te stvari dogajajo, ampak zdaj, ko gledam za nazaj, vidim, da sem dostikrat izbirala neke težje odločitve, ker so me pač danes prepeljale na to lažjo pot. Ker dostikrat bi lahko pri teh težavah mogoče poiskala kakšno bližnjico, ampak sem hotela priti do tega vzroka. Tako da, Iskanje vzroka te je bolj pripravilo do tega, če povzamemo, ne? Jaz rada tako dolgo povem stvari. Ampak iskanje nekih vzrokov, pa predvsem to, da sem se obkrožala z različnimi ljudmi, pa da sem iskala rešitve, da nisem šla v vlogo žrtve, in da sem pač si poiskala pomoč, recimo šla na psihoterapijo, si poiskala, ne vem, nutricionistko, si poiskala osebnega trenerja, oziroma pač se obkrožala z ljudmi, to se mi tudi zdi ful pomembno, ki ti lahko na tej poti pomagajo. In na ta način se mi zdi, da sem. Super, vse to se mi zdi, da je dobra informacija za tiste, ki ne vejo, kako začeti, pojansko poslušati sebe in iskati vzroke, ne samo tiste rešitve, ko pa je najlažje, ne. To rešili na hitrco, pa itak prije spet nazaj, se vrača, ne, če ne najdeš vzroke. Pa če se vrnemo malo nazaj na hrano, kako prepoznati, katera hrana nam škoduje in katere so najpogostejše težave, ki jih imamo ljudje, ne da bi se tega zavedali. Glede, da imaš verjetno ti kar nekaj vprašanj s strani sledilk, kaj so tiste težave, s katerimi se res največ punc soočajo? Verjamem, da so večinoma punce, ne? Teh težav je, se mi zdi, da kar dost. Dost, recimo, mogoče se tudi jaz, se mi zdi, da se na neki točki, ko imaš neke težave, se tudi okrog tebe zbirajo ljudi, ki imajo podobne težave, ali pa jih tako kar malo privlačiš, kar malo privlačiš. Tako da rekla bi, da je dost, recimo, opazim, da je dost raznih hormonskih neravnovesij, težav s ciklom, hormonskimi aknami, to, kar sem recimo tudi sama imela. Potem recimo ogromno je tudi, opazim, da težav s črevesjem, s prebavo, neredna prebava. To bi rekla, da so ene take stvari, ki so zelo pogoste, ali pa recimo konstantno slab imunski sistem, konstantno, pač da smo bolni recimo več kot 3-krat na leto ali kaj podobnega. Se mi zdi, da so take stvari dosti pogoste. Kaj pa bi rekla, da je nek prvi korak za nekoga, ki želi izboljšati svojo prehrano in narediti mogoče malo bolj pestro, uravnoteženo, da bi se tudi podprl svoje zdravje, črevesje, imunski sistem? Kje začeti v bistvu? Če gremo do prehrane?
Jaz bi rekla, da je treba začeti čist pri teh temeljih, a ne. Se mi zdi, da velika večina ljudi pozna oziroma ve, kaj so ti temelji, se pravi, v prvi vrsti ne smemo pozabiti na zadosten energijski vnos oziroma primeren energijski vnos, a ne. To je prva stvar. Potem, če gremo naprej, bi rekla, da je zelo pomembno, da se pravi so ti naši obroki, da se bom najbolje podprl, da so uravnoteženi, se pravi, da sestavljajo zadostno količino beljakovin, kompleksnih ogljikovih hidratov, zdravih maščob in pa seveda vlaknin. Potem, če recimo je super tudi, da je prehrana pestra, a ne? Se pravi, jaz pravim, da izgleda naš krožnik kot mavrica, a ne, da je sestavljen iz različnih barv sadja in zelenjave, zaradi tega, ker pač različne barve sadja in zelenjave vsebujejo različna mikrohranila. In to je ta osnova. V bistvu nobene znanosti, a ne, oziroma nekih ful zakompliciranih zadev. Se mi zdi, da že s to osnovo lahko rešimo veliko oziroma se lahko zelo dobro podpremo. Potem pa jaz vedno rečem za tisto piko na i, ko imamo urejene te osnove in pa če začutimo, če lahko v naše življenje recimo vnesemo še kaj, a ne, se mi zdi super dodajati tudi kakšna fermentirana živila, zaradi tega, ker v bistvu fermentirana živila vsebujejo črevesju koristne bakterije in vemo, a ne, zdaj se ogromno govori o pomembnosti zdravja črevesja. In ja, s fermentiranimi živili pa lahko še dodatno podpremo pač našo prehrano, a ne. Zato si se ti tega lotila fermentiranja. Ja. Si hodila pač to dodatno podpreti. Ja, v bistvu res, ja, jaz sem se lotila fermentiranja ravno zaradi tega, a ne, z vseh mojih težav sem prišla do spoznanja, kako pomembna je zdravje črevesja, a ne. In ko sem v bistvu naslovila te moje težave, sem odkrila pač moč črevesja in tako sem povsod zaznala pomembno oziroma neke pozitivne lastnosti uživanja fermentiranih živil. In a ne, v Slovenijo nekako vse pride malo z zamikom. In ko sem se jaz tega lotila zdaj že 3-4 leta nazaj, v Sloveniji ni bilo dosti fermentiranih živil oziroma, a ne, če gledamo našo tradicionalno prehrano, je recimo kislo zelje, kisla repa, kefir, ampak če gledaš pa v trgovini, je večinoma imaš samo to na izbiro, a ne. In sem opazila, da ni neke velike izbire, tako da sem takrat rekla, bom jaz to poskusila začeti fermentirati sama, ravno zato, ker sem želela začeti fermentirati različno zelenjavo, ne. Zato, da fermentiramo v bistvu po svojem okusu. Tako da mi je zdaj super, zdaj mi je res to tako prirastel k srcu in tudi čisto šlo v navado, da vsak teden fermentiramo kakšno drugo zelenjavo. In mi je ful dobro delati različne kombinacije in pol imeti to fermentirano zelenjavo v hladilniku in jo dodajati različnim jedem. Tako da ja, pa sem pa v bistvu, tako kot se mi zdi, da vse stvari, ki delam, vedno izhajam iz sebe. In sem potem ravno iz tega, ko sem videla, kako dobro tudi ta fermentirana živila vplivajo, ne, na mojo prebavo, na moje počutje, sem čisto iz te mojega odkrivanja fermentirane hrane in pa ustvarjanja v bistvu fermentiranih izdelkov doma, sem potem tudi naredila tečaj, tako da zdaj sem še malo razširila, da sem spodbudila še koga, da začne fermentirati sam doma. Ja. Pa mogoče za tiste, ki še niso nikoli fermentirali, daj nam povej, kaj najlažje za začetek in kako začeti. Daj nas nauči malo. Ja. Meni se že, še druge. Jaz v bistvu, poznamo različne fermentirane izdelke, se pravi, recimo v našem okolju je zelo poznano kislo zelje ali pa kisla repa. To je recimo fermentirana zelenjava, potem pa v Južni Koreji je ena tradicionalna njihova jed recimo kimči. Potem lahko pa fermentiraš tudi drugo zelenjavo. Recimo lahko fermentiraš rdečo peso, korenje, različno kitajsko zelje, čebulo,
vso zelenjavo, točno to, vso zelenjavo lahko načeloma fermentiraš. Potem recimo še en fermentiran izdelek, ki je zelo znan, je recimo mlečni kefir, poznamo tudi vodni kefir. Tako da to so eni najpogostejših fermentiranih izdelkov, pa potem seveda tudi recimo kombuča, tako da to so recimo najbolj znani fermentirani izdelki, ki so ponavadi, se mi zdijo, zdaj že kar dosti znani in jih ljudje v bistvu poznajo. Tako da to, kako pa začeti potem fermentirati doma, ne? Če se zdaj mogoče osredotočim na zelenjavo, ker so različni postopki, ampak če gledam pri zelenjavi je zelo preprosto, pač potrebujemo sol, pa potrebujemo zelenjavo. V nekaterih primerih še vodo, odvisno kak način fermentacije izberemo, ampak načeloma je to. Potrebno je potem samo jasno slediti navodilom, dodajati se pravi primerne količine soli in pa potem tudi slediti temu, da se fermentira z odsotnostjo kisika, zato da se ne razvijajo slabe bakterije, ki si jih pa ne želimo. Ne? In če upoštevamo te postopke, fermentiramo na primerni temperaturi, za dosti dolgo, potem ustvarimo en tak super okusen, fermentiran izdelek. Mi smo zdaj na korenčku, ker moj dragi mož ne je skoraj nič zelenjave še. In ja, korenček ima pa ful dober, tako da zdaj je skozi fermentiran. Sam ta korenček, vsak teden znova, tako da ja, le upam, da bomo počasi šli še nekaj druga. Ampak se ja, veš, to je ravno, se mi zdi, da odlično pri fermentaciji doma, ker lahko fermentiraš zelenjavo po svojem okusu. Recimo jaz opazim, da kimči je zelo intenziven ponavadi. Kaj pa rabi se za kimči? Kitajsko zelje, korenje, redkvico, lahko se doda še ta daikon redkev, potem čebulo, potem se pa naredi taka omaka iz jabolka, ingverja. Ampak kaj je super, ko delamo to doma, je to, da lahko prilagajamo recimo, če lahko dodamo še malo čilija in potem ta korejski čili ga lahko dodajamo po željeni količini. In pa recimo eni imajo radi zelo blago, ga sploh ne dodajo, nekateri imajo radi malo bolj pekoče, ga dodajo več. Opazim, da recimo mnogi ne marajo čebule. In ne rabiš dodati in je super. Doma pa še ful je cenovno ugoden, ker so te res tako ful drag je res, prav zadnjič sem gledala, mislim, da je kilogram tega kimčija stane tam 24-26 evrov, med tem, ker dobim doma 4 kile tega kimčija. Tako da je tudi to recimo en plus, zakaj začeti fermentirati doma. Kje so pa najbolj pogoste napake, ki jih delamo pri fermentiranju? Kaj je tisto, kar ponavadi zaseremo? Ja, pač ravno to, da se pravi ne upoštevamo teh navodil, da ne damo zadostno količino soli oziroma primerno količino soli. Potem ena od napak je to, da je fermentiramo v prevročem ali pa premrznem prostoru, potem da ne obtežimo pravilno, se pravi fermentirane zelenjave. To so, se mi zdi, da te neke glavne napake, ki jih lahko naredimo. Ampak se pravi, če upoštevamo v bistvu ta postopek in potem na koncu tudi preverimo te indikatorje, če je fermentacija uspela, se ne rabimo preveč bati. Pa je kjera skupina ljudi, ko pa fermentirane hrane ne more prebaviti oziroma jim ne paše? In kaj svetovati s takim, na primer? Ja, to je zelo zanimivo, ker se mi zdi, da pogosto ljudje, ki imajo največje težave s črevesjem, ravno ti splošni nasveti za zdravljenje črevesja pogosto ne ustrezajo. Se zato vedno pravim, da ljudje, ki imajo recimo IBS, razdražljivo črevesje, pač res je dobro, da tu si poiščemo pomoč, se posvetujemo strokovnjakom. Ampak ja, takšnim posameznikom ponavadi te stvari ne ustrezajo, zato ker mora biti najprej črevesje v dobrem stanju oziroma ne smemo na nek ogenj
neko vnetje priliče dodatno. A ne? In nekaterim pač, če imajo zelo razdražljivo črevesje, mogoče ne bo ustrezalo, jih recimo lahko napenja, mogoče jim pospeši prebavo, tako različne prebavne težave. Ali pa recimo tudi vidim, da posamezniki, ki imajo tole histaminsko intoleranco, kar je dostikrat tudi, mislim, da povezan s tistimi posamezniki, ki imajo IBS oziroma razdražljivo črevesje. Tako da taki posamezniki. Tako da vedno, ampak se mi zdi, da vedno, ko v bistvu začenjamo uvajati fermentirane izdelke v svojo prehrano, je treba začeti postopoma, ne? In ne takoj, ne vem, si narediti cel recimo zalogo kimčija in potem pojesti celega, ne, v pari dneh. Ampak tako da počasi, da ne vem, najprej začnemo z eno žličko, isto je s kefirjem, ne, pač postopoma dodajamo, da se tudi naše črevesje navadi na te koristne bakterije, ne, da nimamo pa si ne delamo v bistvu neke škode, ampak ja, v osnovi se mi zdi, da vedno poslušati svoje telo pa videti, a ne, kako se odziva. Ok, pa dajmo se še lotiti malo priprave obrokov naprej. Tudi zato imaš pripravljen dober etečaj. Pa me zanima, kaj bi svetovala tistim, ki se mogoče tega malo oklepajo v smislu, da je s tem preveč dela ali pa jih je strah, da bi se na primer hrana pokvarila? Jaz bi rekla, da ja, dostikrat je ljudi to ravno strah, da se jim bo hrana pokvarila ali pa da ne vem, nekateri pravijo, jaz zdaj nimam časa si v nedeljo pripravljati naprej, a ne. Ampak jaz vedno pravim, da probite, a ne, tako, lahko si pripraviš samo eno jed. Zdaj, dostikrat v bistvu vidim, da se ljudje, ko začnemo osvajati neke nove navade, zelo zaženemo, pa mislim, zdaj pa moram si pripraviti obroke za 5 dni vnaprej. Ne, lahko si recimo vnaprej samo skuhaš recimo ajdovo kašo ali pa recimo skuhaš jajca, recimo, ne vem, si skuhaš 5 jajc, primer, in potem ti bo že, s tem, ko boš imel recimo skuhano ajdovo kašo naprej, ti bo že to ogromno olajšala, ne, in jaz vedno pravim, začnite počasi in začnite, ne vem, najprej tiste stvari, ki so vam pač prijetne izkuhati naprej in pa upazite, in pa vidiš, vse v bistvu je super, a ne, in najprej, ne vem, ajdovo kašo, pa potem recimo z ajdovi kaši lepo, ne vem, dodaš ta jajca, ki si jih skuhal, pa recimo narežeš svežo zelenjavo ali pa ne vem, kaj podobnega, ne, recimo narediš neke bowle si recimo iz tega. Tako se mi zdi, da je res dobro, da mogoče skuhamo najprej vnaprej kakšno stvar, ki nam je prijetno skuhati vnaprej, pa mislimo, da bomo v tem uživali, in potem, ko nekako vidimo, da so skrbi odveč, nadaljujemo, ne, ampak načeloma, če so stvari v hladilniku primerno hranjene, a ne, se pravi, dostikrat vidim to težavo, da primer ljudje skuhajo jed, recimo, ne vem, riž ali pa kakšno, ne vem, kari in ga potem pustijo na pultu, a ne, in ne shranejo. Pač res je pomembno, da ko se neka jed skuha, ko se ohladi, da jo takoj zapakiramo v steklene posodice, in jo damo v hladilnik. Torej počakamo, da se ohladi in pol v hladilnik. Tako je. A ne pa da potem stoji na pultu par dni, a ne, ker to je sploh problematičen, je lahko kak riž ali pa, ne vem, krompir ali pa kakšne stvari. In isto recimo je pri mesu, a ne, da ga nimamo neke jedi, da nam ne čaka na pultu 3 dni, a ne. Tako da pač pomembno je, da jo potem pravilno hranimo, ampak če jo pravilno hranimo v hladilniku, komot vse stvari zdržijo tam 3-4 dni, a ne. Torej in krompir in meso in riž. Ja. Sploh recimo zanimivo je, ne, se mi zdi, da obstaja nek tak mit, da riž pa, ali oziroma krompir pa ni naslednji dan, ne. Ampak je zanimivo, da v bistvu krompir, ko se skuha in ohladi, se škrob pretvori v rezistentni škrob. In ta rezistentni škrob je odličen prebiotik. Hkrati se tudi takšnemu krompirju, ki je bil kasneje ohlajen, zniža glikemični indeks, in je super v bistvu prebiotik, super za naše črevesje, tako da mogoče kakšen navdih komu, da če ima kuhan krompir, da ga ne zavrže, da ga raje spravi v hladilnik, pa naslednji dan recimo iz njega naredi primer krompirjevo solato ali pa kaj podobnega, ne, tako da, ali pa ga nareže v nek motovilec ali kaj takega. Tako da,
ja, če imaš, se mi zdi, da se nekateri stvari mogoče, da imamo neke strahove, ki pa niso utemeljeni. Ja, ko enkrat si nekaj slišal in pol to prenašaš celo življenje, naprej pa sploh ne veš, zakaj v resnici. Ja, res je. Ok, mogoče pri pripravi obrokov naprej, rekla si, naj se pač lotimo počasi, da ne prehitevamo stvari. Prej si že rekla, katera hranila so pomembna, da jih imamo, pa mogoče še enkrat povzamemo to, kaj je pomembno, da vsebuje uravnotežen obrok, pa mogoče v tem smislu, ne vem, koliko beljakovin na dan, a ne imamo 3 obroke, koliko beljakovin na dan, koliko hidratov na dan, koliko maščob. Na kak način si se ti lotila tega, veš, ko si pripravljala neke dnevne jedilnike pri meal prepanju? A si to računala posod ali? Ja, jaz se res trudim pač, da so moji obroki uravnoteženi in jaz vedno, tako vedno, ko sem delala te tečaje, sem se pač zavedala, da čisto vsem, ker spet individualno, to ni individualno, se pravi, če bi vsak posameznik pa mora tudi malo pri sebi pogledati, ok, koliko sem fizično aktiven, koliko sem star, kakšna je moja telesna sestava, koliko sem visok, koliko hranil potrebujem, tako da ampak ja, neka osnova, ki sem se jo vedno lotila pri sestavljanju teh meal prep tečajev, je bila pač ta, da sem gledala, da so obroki res uravnoteženi, da vsak obrok vsebuje recimo vsaj 30 gramov beljakovin, tam 25, 30, včasih tudi 40, potem pa se pravi, da vsebuje neke kompleksne ogljikove hidrate, zdrave maščobe in pa seveda mavrico vlaknin, tako kot sem že prej rekla. Potem glede energijske vrednosti pa je zelo pomembno, da vsak potem tudi na koncu malo prilagodi sebi, zato ker zelo težko je narediti tako nek tečaj oziroma zadovoljiti čisto vsakega individualno, ampak ja, vedno mi je v bistvu osnova ta, da so v bistvu obroki pripravljeni iz minimalno predelanih živil, da so polnovredni, da so res pestri, da imamo v bistvu občutek, da kljub temu, da skuhamo za par dni vnaprej, da jemo vsak dan malo drugačno jed. Tako da to je meni vedno dobro, da je uravnoteženo, pa da seveda v tem tudi uživamo na koncu. Kaj pa meniš o izločanju celih skupin živil, v izločanju ogljikovih hidratov ali pa o izločanju maščob? Jaz pač verjamem v to zmernost in sama se tega ne poslužujem, ker vem, kakšne so koristi recimo ogljikovih hidratov, sploh ženske, ki smo zelo športno aktivne oziroma ki smo aktivne, pa tudi tiste, ki niso aktivne, pač potrebujemo ogljikove hidrate in recimo izločanje določenih skupin živil, jaz mislim, da ni smiselno. Tako da jaz se tega ne poslužujem in vedno... Nisi nikoli probala, kak tak, NCHF ali kaj podobnega? Ne, v bistvu teh stvari, mogoče, da sem kak dan, ampak to je bil nek preblisk v srednji šoli že pol let nazaj, ampak tako drugače pa ne. Se mi zdi, da imam ful rada ogljikove hidrate in tudi pač zdaj v zadnjem času sem dosti recimo tudi športno aktivna in sem bila že ves čas, ampak tako se mi zdi, da res še posebno pazim pač, da res zaužijem recimo dovolj ogljikovih hidratov, ker so ful pomembni, da se pač tudi tu ženske podpremo že zaradi našega menstrualnega cikla, zato da pač nismo podhranjene, ker ravno ta pristop manj jej, več treniraj, lahko v bistvu prinese ful enih slabosti, in pa si s tem nakupljamo ogromno težav. Tako da, nekako vedno stremim zmernosti in pa ne stremim k temu, kako lahko pojem manj, ampak kako lahko res nahranim svoje telo in mu dam vsa hranila, ki jih potrebuje. In res se mi zdi, da se ne osredotočam na to, kaj moram izločiti, ampak na to, kaj lahko dodam obroku, da se podprem. Pa si pomagaš tudi z kakimi dopolnili? Ja, ampak sem pri tem zelo, bom rekla,
vedno vse na podlagi nekih preiskav, nič ne jemljem na lastno pest. Kljub temu, da vem dosti o prehrani, se še vedno rada grem do strokovnjakov, še vedno rada grem na kakšno individualno svetovanje, da mi nekdo objektivno pogleda, recimo, ali moj jedilnik, ali kaj dodajam. Ravno zato, da ker nekdo objektivno pogleda na tvoj, iz drugega zornega kota, recimo pogleda na to, kaj dodajaš, bo videl druge stvari, ampak tako, kot sem že prej rekla, se mi zdi zelo pomembne te temelje, te osnove, potem so lahko pa dopolnila kot neka pika na i, ampak spet ni pa to nadomestilo za te temelje. Ja. Pa si kdaj privoščiš tudi kako prigreho, greš na burger, na pico pa to? Itak. Ok, redo. Mislim, se zdaj tako. To smo zdaj vsi čakali ta odgovor. Ne, ampak, a veš, tako zelo je zanimivo, da jaz tega ne jemljem kot, pač to je meni tako, če se mi zlušta, si prvoščim, ker, vsem tem, noben ekstrem ni dober, vse tako, kot sem že prej rekla, in se mi zdi ful pomembno, da ne pozabimo tudi na užitek, ne pozabimo tudi na odnose, ker recimo, da se bomo potem, primer so neki prazniki in se bomo potem cel prazniku obremenjevali, kaj bomo lahko zdaj jedli in bo zdaj to najbolj optimalno in ne vem kaj, ali pa ne vem, kdaj greš, ne vem, tudi lahko greš sam po mestu in se spomniš, zdaj se bi mi pa zaluštal, ne vem, rogljiček. Pač jaz si vedno privoščim tisto, kar čutim, da rabim, in ko imam občutek, se mi zdi, da meni res deluje to, da imam ves čas občutek, da je vse na voljo, in da se ne rabim zdaj grem pa, ne vem, zdaj imamo pa dan zabavo in zdaj danes si bom pa privoščila in danes bom pa, jutri ne bo, danes bom pa vse, In tudi se mi zdi, da mi ta miselnost ni prinesla nič dobrega, in zdaj, ko v bistvu gledam na prehrano na način, da vse je ves čas dostopno, je zelo zanimivo, da v resnici večino časa izbiram pač uravnotežene, hranljive obroke in tudi nekako lušta se mi teh, tako, veš, največkrat se mi lušta teh toplih jedi na žlico, take stvari recimo. Ampak, ko se mi pa začutim, da rabim kaj drugega, kako pico, da rabim sladoled, karkoli, si pač vedno to privoščim, Ampak vedno z nekim tistim zavedanjem, da bo tudi jutr. Okay. Mislim, da lahko je tudi jutr, če si želim. Se bo tisto, ko si rečeš, tega ne bom, in vedno tisto, ko rečeš, ne, tega ne bom, se ti potem zdi najbolj lušta. Sam sebi to v glavi ustvariš, to neko želje po nečem, ko v bistvu sploh mogoče ne bi. Vse to, a veš, ker tisto, se ti sadež, ki je prepovedan, je najslajši. Mislim, tako. A veš, na koncu se na tiste stvari fokusiramo, ki si jih prepovedujemo. Namesto, da se bi fokusirali na tiste stvari, ki jih lahko dodamo. In je pol res vidiš, da ko enkrat posluša svoje telo, sej telo v večini primerov se mu ne bo luštal vsak dan je spice, ampak bo hrepenil po nekih hranljivih obrokih, ker to rabi. Meni je ful zanimivo, recimo, jaz pred menstruacijo ali pa tako, čutim, koliko se mi lušta jetrc, ker pač železo, recimo, in pač takrat se vedno poslušam in si pripravim nekaj takega. Tako pač res čutim, koliko moje telo v tistem trenutku to potrebuje, Super. Pa bi rekla, da je zdrava hrana draga, a temu pač ni tako. Jaz bi rekla, da v bistvu je zdrava prehrana včasih lahko celo cenejša od zelo predelane, oziroma zdaj zdrava hrana, sej hrana sama po sebi ni zdrava pa ne zdrava, ampak je pač tako, bom rekla, uravnoteženo prehranjevanje. Ampak jaz sem v bistvu opazila, da če gledamo na te osnove, če gledamo, da je krožnik uravnotežen, da je pripravljen recimo iz minimalno predelanih živil. Ta živila so ponavadi cenovno zelo dostopna. Mi ne rabimo imeti raznih prahcev, raznih nepoznanih živil v svoji prehrani. In pa enkrat ugotoviš, da v bistvu najbolj kvalitetna hrana je
najpogosteje v tvojem okolju, a ne, in takšna živila so ponavadi tudi cenovno najugodnejša, a ne. Vse vsi pravijo, a ne, tako, poglejmo sezonska živila, recimo, da gremo v trgovino, ponavadi so sezonska zelenjava je najceneje, a ne. In tako da, ja, jaz bi rekla, da je to tak mit, a ne, da je uravnoteženo prehranjevanje drago. Jaz bi prej rekla, da je lahko celo ceneje, a ne. Ampak se pač res osredotočimo na te osnove. Z načrtovanjem je verjetno malo lažje, ko pol vse porabiš, a ne? Točno to. To je pa še ena stvar, ja. A ne, najdražja hrana je tista hrana, ki jo zavržemo. Te je pa pogosto velik, ne? Točno to. Jaz si vedno rada v petek zvečer ponavadi to naredim, ali pa v soboto zjutraj, preden da gremo v trgovino, pa zelo rada greva v soboto na tržnico. Si naredim tedenski jedilnik, napišem, kje sestavine potrebujem, in mi je super, a ne, kupim točno tisto, kar rabim, vem, da bom vse porabila, hkrati pa tudi nimam, a ne, s tem, ko si pripravim kakšno stvar vnaprej, nimam vsak dan občutek, kaj bom pa danes kuhala, in si tem nakupljem še dodaten stres. In ja, točno to pač, že s tem načrtovanjem, planiranjem jedi vnaprej, kaj res rabim, da res vse na koncu porabimo, lahko pa še itak dodatno prehranimo, a ne. Ja, mislim, da to načrtovanje res ena najboljših zadev. Mislim, res jaz tudi enkrat v petkih, zvečera, v soboti zjutraj, si napisam cel jedilnik za cel teden in pa se tudi tako, da imam kar nekaj omejitev, ker otroka, ki ne veliko stvari, ima moža, ki ne veliko stvari. Jaz sem si naredila kuharsko knjigico, ki imam recepte, ki jih pač vsi jemo. In vedno grem pač pol krožim po teh receptih, si pripravim za cel teden, kaj bomo kjer dan. Kupim samo tisto, kar rabimo, tudi fajn, ko imaš seznam, ker res kupiš tisto, kar rabiš, ne še 100 drugih stvari, ki jih pa itak vržeš v smeti. In se mi da to olajša tisto razmišljanje, čas, da ne veš hoditi vsak dan v trgovino. Ena najboljša zadev. S katero kolegico, ko se pogovarjam, ko je to uvedla, to je najboljša stvar, kar smo uvedli. To načrtovanje obrokov in da kupiš, kar res rabiš, to je to. Da že sam ta stvar se mi zdi, da lahko marsikaj v prehrani spremeni, a ne. Tako. Ja, točno to. Pač, a veš, vse to, kar si rekla, se mi zdi, da ne rabimo zdaj, lahko začnemo že s tem, da sam si napišemo tedenski jedilnik. Ne rabimo zdaj začeti pa takoj planirati, pripravljati obroke vnaprej. A veš, da res že to bo naredil veliko spremembo, a ne. Pa zmanjša stres, sej veš, ne? Pa kaj enkrat začneš, ne moraš nekaj. Pa tako imaš otroka, ko še misliš, še toliko bolj moraš biti, načrtovano vse, je to res luksusno, pa res veliko stvari lahko tako naprej pripraviš, pa ja. Zdaj te vprašala, če mogla našteti 5 stvari, ki jih moraš imeti v hladilniku ali pa pač doma, da si lahko pripraviš uravnotežen obrok. Kje so tiste 5 stvari, ki jih moraš imeti vedno doma? Kaj imamo vedno doma? V bistvu vedno imamo doma jajca. Okay. A ne, se pravi, a ne, tako, kot sem prej razložila ta uravnotežen krožnik. Pomembno je, da imamo doma, če želimo sestaviti uravnotežen krožnik, da imamo doma živila, ki bo iz vsakega makrohranila. Tako da pri nama so vedno v bistvu doma jajca, a ne, ker je tak super hiter vir beljakovin. Potem pa zelo imam rada tudi zdaj po zimi kakšno zamrznjeno zelenjavo v zamrzovalniku. Recimo lahko najraje kupim kakšno mešanico zelenjave, zato ker s tem v enem paketu recimo že dobim več različnih vrst vlaknin. Potem pa kdaj imamo doma, kaj je še tako? Mogoče pač nek vir ogljikovih hidratov. Zagotovo imamo doma kakšno ajdovo kašo, recimo Gašper tudi peče kruh z drožmi, tako da to je ali v zamrzovalniku, kakšni kosi, ali pa tako svežen pečen. Super so mi tudi kakšne, recimo sardele v konzervi, za tak hiter vir beljakovin, pa tudi dosti imajo omega-3, pa male ribice so, ker vemo, da je dobro za zadostno količino omega-3 pojesti vsaj 2 do 3 na teden jesti ribe. Tako da to je en tak super hiter, priročen vir beljakovin. Tako da zelenjava, potem pa še kakšno sadje ponavadi. Zdaj po zimi
so kakšna jabolka ali pa pomaranče, imam ful rada. Drugače pa, ja, vedno imamo kivi, zato ker Gašper je vsako jutro kašico in na kašici ne sme manjkati kivi pri njemu, tako da to je ena stvar, ki moramo jo vedno dava na seznam. Ja, a si sem se povedala, pa recimo, tudi kakšno, recimo, ful imam rada kakšno olivno olje, a ne oljčno olje, da ga dam potem za zdrave maščobe, tako da to. Prej si rekla, da vedno doma jajca, pa me zanima ta mit, ko je, da pač lahko samo poješ 3 jajca na teden, kaj ti praviš o tem? Ja, jaz si pojem več, zdaj pa se mi zdi, da tudi nekaj, odvisno je od posameznika, kakšne so njegove težave, jaz jih pojem več, tako da jaz mislim, da je to, ja, meni ustreza. To bom rekla. Okay. Pri nas je doma pojemo 50 na teden, zato sprašujem, veliki ljubitelj jajc, predvsem moški del družine. Ja, a ni tak priročno. Zelo priročno. Ko ne veš, pa jajca spečeš, pa imaš, pa je to, veš. Točno to. Ja. Ok, jaz mislim, da sem te vse take glavne stvari vprašala, kar sem ti mislila. Za na konec bi te še vprašala, če bi mogla dati en nasvet za neko boljše počutje, kaj bi bil ta nasvet? Sam en nasvet. Lahko daš 3. Ajde, lahko daš 3. Ne, se mi zdi, da v bistvu rekla bi, da večkrat poslušamo sebe, ker se mi zdi, da smo zdaj kratko malo preplavljeni z informacijami. Vsi, ogromno informacije je to, kako bi mogli optimalno jesti, se gibati. Mi da sva tudi zdaj v tem podcastu ogromno o tem govorili, ampak se mi zdi ful pomembno, da tudi ne pozabimo te najpomembnejše v bistvu komponente, da poslušamo sebe, da se kdaj vprašamo, kaj pa jaz v tem trenutku potrebujem, kako se lahko podprem. Tako da to, da večkrat poslušamo tudi v vsej tej poplavi informacij, da se večkrat izklopimo in poslušamo sebe, pa ne samo poslušamo, ampak tudi slišimo, pa tudi, da to, kar slišimo, da tudi naša dejanja odražajo to. Tako da to se mi zdi ena svet, ki bi ga dala. Ja, odlično, se si tako zavzame pol vse ostalo še tukaj notrno. Tako da, ja, okay. Hvala za pogovor. Najlepša hvala tudi tebi, je bilo bolj prijetno.